Z nami je glavni gost nocojšnjega večera, Jernej Mlekuž. Jernej, lep pozdrav. Lep pozdrav vsem. Jernej je sicer zaposlen kot raziskovalec na znanstveno-raziskovalnem središču Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Tudi na istem, torej na ZRC si tudi doktoriral, če se ne motim, ki spada pod Univerzo v Novi Gorici, tako da lahko rečemo, da je to naš doktorant. Čeprav dela v akademiji, je pa nekako težko ga opredelimo, kako njegovo polje delovanja oziroma raziskovanja. Je antropolog, je zgodovinar, etnolog, vse nekako bolj, ko bi rekli, bolj mineštra kot klobasa. Jernej, danes bomo sicer predstavljamo prav njegovo zadnjo knjigo, ki je izšla to leto, Kranjsko klobasanje. Ko sem pa hodil okoli po sejmu, sem videl, da imaš še dve knjigi tu, torej na stojnici od ZRC-ja knjigo, ki si jo ti uredil in napisal nekaj člankov, torej Predmeti Slovencev v sveti, in seveda ta knjiga, po kateri si nekako zaslovel, to je sicer predelava doktorata, Burek.si na stojnici Studia Humanitatis. Torej, to je nekako o tebi vse, ne? Zdaj, danes bomo šli skozi vse tri knjige, se bomo malo dotaknili, seveda središče je na kranjski klobasi in vprašal bi, zakaj kranjska klobasa? Zakaj ne kakšna druga klobasa? Kaj ima kranjska klobasa na sebi, česar nimajo druge klobase? Lep pozdrav vsem še enkrat, ne? A me dobro slišite? Okay. Kaj ima kranjska klobasa na sebi, kar nimajo druge klobase? Definitivno več stvari, ne? Ena stvar, zelo pomembna stvar je pač ta pridevnik, ne, ki jo krasi, se pravi kranjski, kranjska, ne? To je med drugim pridevnik, ki krasi tudi številne druge orto slovenske stvari ali pa globoko v slovenstvo namočene stvari, ne vem, krajinsko čebelo, krajinski jeglič, krajinskega Janeza in tako naprej, ne. Hvala. To je to, o čemer govorimo. Tako da ena stvar, ki loči to klobaso od drugih, je pač v osnovi že, bom rekel, ta pridevnik, že njeno ime, ne. Pač to ni pasja klobasa, to ni frankfurterska klobasa, ne, ali pa, ne vem, varaždinska klobasa, ampak je krajinska, ne. Se pravi, ima ime po tej nekdaj najbolj slovenski deželi v Avstro-Ogrski, ne. Loči od drugih klobas tudi to, da ima definitivno pač eno zelo povezano zgodovino s slovenskim narodom, ne. Že v prvi omembi kranjske klobase, to je leta 1849, to je manj kot leto dni po pomladi naroda, po tem velepomembnem dogodku za slovenski narod, se pač pojavi prva omemba kranjske klobase in tej znana omemba kranjske klobase, ne. In tu že ima ta kranjska klobasa vlogo nekega, bom rekel, simbola, označevalca za slovenski narod, ne. In to vlogo praktično obdrži do današnjih dni, ne. So tudi časi, ki so kranjski klobasi manj naklonjeni, verjetno bomo o njih tudi kaj rekli, ne, recimo čas druge Jugoslavije, ne, čas napredka, ampak na splošno je bila ta povezava kranjske klobase z slovenskim narodom vedno zelo, kaj naj rečem, tesna, ne, vedno zelo močna, ne, in kot se jaz sprašujem v knjigi, ne, v bistvu neke vrste teza te knjige, ne, je, kakšen bi bil slovenski narod, če se ne bi mastil za kranjsko klobaso, ne, in kot ugotavljam, ne, definitivno veliko bolj shiren, ne, suh in ničav, ne. Verjetno tako ozemeljsko kot posamezniki v njem. Ja, definitivno, pač, kot sem že prej povedal,
kranjsko klobaso opredeljuje, rekel, ta navezanost na nek prostor, kranjsko, ne, ki pač se je z razpadom Avstro-Ogrske je dobil neke vrste težave, ne, ampak praktično vsa slovenska zgodovina je skozi in skozi, čez in čez popackana s temi madeži kranjske klobase, ne. Kot pač pišem v knjigi, ne gre samo za to narodno prebujo, ne, za ta, bom rekel, prebujanje nacionalnih čustv, ne, ampak znajde se tudi v, ne vem, v slovenski kulturi, politiki, v številnih, ne vem, takšnih ali drugačnih zgodbah, ne, številni veliki možje in žene oziroma tudi manjši možje in žene so popackani z madeži kranjske klobase, ne. Tako da kranjska klobasa, šprica, bom rekel, v času in v prostoru, evo. Šli bomo nekako tudi čez to zgodovino, te teme, ki si jih že odprl sedaj. Jaz bi vseeno rad šel en trenutek nazaj, torej na nekoliko bolj teoretični nivo. Prav v uvodniku Predmeti Slovencev sveti označuješ, da obstajajo neki materialni predmeti, po kateremu se narod gradi skozi uporabo teh predmetov. Ko bi rekli, da materialne, ko bi rekli, te atributi niso zgolj atributi, temveč so način, kako se tvori narod in predvsem seveda izpostavitev teh predmetov, ki bi jih lahko rekli, da so čisto arbitrarni v nekem smislu, no, nimajo ali pa imajo kakšno zgodovinsko nujnost. Ampak je mnogo predmetov, ki imajo neko tradicijo, ki imajo neko navezanost, ampak v nekem času se zgodijo neki predmeti, ki zasedajo to točko imaginacije, v katero se poistovetijo prebivalci in postanejo in skozi uporabo in skozi nadaljno tudi vzdrževanje teh predmetov nekako postanejo nek specifičen narod. Ja, pač jaz mislim, da pač slovenskega naroda, tako kot pač tudi drugih narodov, ne, definitivno niso ustvarili. Smo veliki, kot sem že prej rekel, možje, ne, in sem in tja kakšna ženska, se pravi politiki, diplomati, športniki, pisatelji, fuzbalerji, tajkuni, punkerji in tako naprej, da ne bom predolgo našteval, ampak tudi ena, bom rekel, neobvladljiva in nepregledna množica stvari, ne, med katerimi, oziroma ne ljudmi, ne, če jim rečemo tako, ne, med katerimi pa imajo nekatere stvari, ne, ali pa ne ljudje posebno častno mesto, ne. Zdaj, med temi je definitivno tudi tale zadeva ženskega spola in falične oblike, kranjska klobasa, ne, o kateri sem napisal knjigo, ne. Teh stvari je pač več, ne, pač ena od teh stvari je v končni fazi tudi burek, ne, ki ni, bom rekel, tako direktno povezana z slovenskim narodom, ali pa na nek način se mu simbolno tudi upira, mu nasprotuje, ne. Ampak ta, bom rekel, rečemo temu ideologija nacionalizma, ne, brez, bom rekel, materialnosti, brez čisto banalne materialnosti enostavno ne preživi, od nje ne ostane nič, je samo prazna beseda, ne. Tako da pač bodi si kranjska klobasa ali pa kozarec domačega vina, ne, je pač nujno, da nek narod preživi, ne. Tako ali drugače, no. No, sej prav tukaj na ta materialni del in si omenil punkerje, politike in tako naprej. Torej, zgodovina nekako nekega naroda je sestavljena z nekimi zgodovinskimi točkami recimo ali simboli, ki so zelo eksplicitne narave, recimo kipi, ne. Po drugi strani pa se narod gradi tudi skozi materialne, skozi redno in zavestno uporabo nekih določenih materialnih elementov. Harmonika jo omenjaš tudi, recimo klobasa. Ostanemo na klobasi, ker harmonika je sporno področje, mislim, da klobase so več ali manj vsem všeč. Tu razdeljuješ nekako tudi koncept
plapolajoče in neplapolajoče zastave. Torej, uporaba nekih materialnih elementov je neplapolajoča zastava, ker ni nek, recimo temu, simbol, ki mu moramo izkazovati čast, ampak ravno tako nas kreira in nas ustvarja neke, še toliko bolj mogoče prebivalce naroda. Celo mogoče bi marsikdaj lahko umanjkal kak spomenik, ampak tej elementi pa skoraj da ne. Ja, pač gre za, kaj da rečem, te vsakodnevne pričevalce, ki nas dnevno na vse mogočih dnevnih poteh opominjajo, da smo pač pripadniki nekega naroda. Ne. Pač zdaj dan državnosti se zgodi enkrat letno, ne, zastavo postavimo, ne vem, parkrat letno, ne, krajinsko klobaso, ne, in ta znak za slovensko kakovost na krajinski klobasi, ta jo sicer nima, ker je pač že kuhana, ne, ampak če jo kupimo v trgovini, ne, vsaka ga ima, ne, znak za slovensko kakovost, ne, nas pa na nek način dnevno opominja na to, da smo člani določenega plemena, ne, določenega naroda, v tem primeru pač člani plemena krajinske klobase. Ne. Tako da jaz mislim, da dejansko brez te, bom rekel, materialnosti, brez teh vsakodnevnih banalnih stvari, ne, med katerimi pač, kot sem že prej rekel, imajo ene posebno častno mesto, ne, kot je recimo krajinska klobasa, ne. Druge so mogoče manj opazne ali pa jih manj opazimo, ne. Imajo, bom rekel, zelo, ne bom rekel samo zelo pomembno, imajo ključno vlogo, da nek narod sploh preživi na dolgi rok. Ne. Brez teh banalnih stvari jaz mislim, da dejansko bi res ostala samo še neka ideologija oziroma niti ne ideologija, neka prazna beseda, ne, ki pač, ja, ki sploh, tudi beseda v končni fazi rabi biti zapisana na nek časopisni papir, ne, ki nas dnevno opominja na to, da smo pripadniki določenega naroda. Ne. Tako da brez tega enostavno, mislim, brez teh materialnih stvari, mislim, da enostavno ne gre. Ne. Mislim, ne gre. Slovenskega naroda, tako kot drugih narodov, enostavno ne moramo misliti. Ne. No, super. Zdaj pa gremo na pasto klobaso. Omemba, kot si že prej omenil, je prva omemba 1849. To si ti zbrsko, ker Bogataj je to dal 50 let kasneje, tako da in se omenja, kar mi je bilo meni zanimivo, ko sem bral, nenehno se omenja kot slavna klobasa. Slavna, torej od prve omembe, praktično od prvih omemb, je ta klobasa že slavna. Kdaj postane slavna, kje postane slavna, zakaj postane slavna? Bog si ga vedi, smo po mojem, nek narod enostavno rabi take stvari, da pač se jih oprime, ne, da je ponosen na njih, ne, in definitivno v slovenskem primeru je bila to krajinska klobasa, ne, kot si že omenil. Ne. Ena od teh, bom rekel, predmetov, ne, objektov, kateremu se pač vedno vsakodnevno poje vse mogoče hvalnice. Ne. Zdaj, kot sem že prej omenil, to vlogo obdrži tudi potem v času prve Jugoslavije, ne, se pravi v času pač od 1918 dalje. Ne. To vlogo oziroma potem socializem je malenkost manj naklonjen. Ne. Ne vem, a bi mogoče zdaj kaj rekel, bomo, še kasneje. Ne. Potem pač to ponovno rojstvo in pač nakloni, bom rekel, ta sodobni čas po osamosvojitvi Slovenije, ne, ko je spet rabil neke določene atribute, ne, pri izgradnji nacionalne države, ne, in pač krajinska klobasa je bila prava stvar na pravem mestu. Ne. No, saj bomo prišli itak po zgodovini, zdaj štartamo prav še iz Avstro-Ogrske, govorimo leto oziroma čas po marčni revoluciji, govorimo o prebujanju naroda. In zanimivo je, da poleg tega, da je slavna ta klobasa, je tudi svetovno znana. Vedno se piše v časopisih svetovno, no, pač tako kot si predstavljali, pač je znana, ni znana samo med nami. Ne? Torej med elementi, ki so klasični kranjski elementi, kot je cviček pa potica, kranjska klobasa zaseda neko pomembnejšo vlogo. Ampak tukaj bi se jaz tudi obrnil, ne vem, če se spomnite, ta David Černi je bil en češki umetnik, ki je leta nazaj
ko je Češka predsedovala Evropski uniji, naredil eno tako inštalacijo v bruseljskem parlamentu, kjer so bili vsi narodi nekako predstavljeni z enim stereotipom. In on je Slovencem dal napis, prvi turist, kako je že bil, prvi turist je k nam prišel 1213. In to je zanimivo, kako je on nas videl, češ, da v bistvu mi smo ekstremno obsedeni s tem, da nas drugi poznajo. Torej, ni tudi ta slavna klobasa, nasprotju cvičkom, in mogoče tudi zaradi tega postane, je, da nekako bujenje, slovensko prebujanje narodnostno je povezano s tem, da je nek element, ki ga poznajo vsi. Torej, da je pripoznanje nas kot naroda temelji na temu, da nekdo pozna klobaso, oziroma da se po svetu pozna naša klobasa. Mislim, sigurno imamo, oziroma smo imeli in verjetno tudi, če imamo nek kompleks, ne, da pač nimamo nekih velikih zgodovinskih bitk, ne, nekih velikih, ne vem, umetnikov, mož, žena in tako naprej, ne, ki bi jih svet poznal, ne. Tako da v tem primeru potem pač očitno nastopi kranjska, oziroma nastopi klobasa, ne, ki pač to vrovo prevzame v veliki meri, ne. Do neke mere verjetno celo to drži, ne. Zdaj, jaz mislim, da tudi drugi narodi, kolikor je meni znano, pač imajo, ne vsi klobase, imajo pač druge stvari, ne, ki jih pač čislajo kot velepomembne, kot slavne, ne, kot stvari, ki jih poznajo tudi drugi narodi, ne. Zdaj, pri kranjski klobasi, po mojem, gre sigurno za neko pretiravanje, ne, gre za neke hvalospeve, ne, tej falični obliki ženskega spola, kot sem prej rekel, ne, ampak moramo vedeti, da vseeno do neke mere pač dejansko je bila znana, ali pa bom rekel, ne samo znana, ne, je bila preznana recimo na Dunaju, ne. No, pa če se dotaknemo imena, se pravičujem, Ja. če se dotaknemo imena, v bistvu kranjska klobasa, Kranjci niso svojo klobaso poimenovali kranjska klobasa. Dejansko ime kranjska klobasa izhaja od drugega. Torej tisti, ki je poimenoval, da ta klobasa je iz tistega drugega območja. Ja, to bo najverjetneje držalo, ja, pač. Celo po mitu naj bi jo Franc Jožef tako Ja, poimenoval. pač to mislim, da bo najverjetneje držalo, ne, da pač ta pridevnik, ne, s katerim se danes kiti kranjska klobasa, ga niso nadeli, recimo temu Slovenci, ne, ampak je najverjetneje prišel ze strani, bom rekel, Nemcev ali pa nekih drugih tujcev, ne. To bo najverjetneje držalo, ne. Zdaj, ampak to po mojem v tej zgodbi je relativno malo pomembno, ne, ker pač bom rekel, v nacionalizmu štejejo predvsem čustva, ne, bistveno manj dejstva ali pa sploh ne dejstva, ne. Tako da tudi recimo ta zgodba, ta, kaj naj rečem, legenda z Francem Jožefom, ne, ki naj bi poimenoval to kranjsko klobaso, celo v reklami ste jo lahko videli, ne, za kranjsko klobaso, ne bom ponavljal, ker verjetno jo poznate, ne. Zgodovinsko gledano definitivno ne drži, saj zdaj me bo Branko, ker vidim, da je tle nekje odzadaj, če je še, ne, me bo popravil, mislim, da Franc Jožef ni obiskal slovenskih dežel pred letom 1849, drži, Branko? Ni, evo, tako da prvo omembo kranjske klobase imamo pa že leta 1849, tako da vsaj kot cesar ne, okej, no, vsaj kot cesar ne, no. Ma jaz mislim tudi, da ne kot cesar, ne, da ni bil tudi kot turist, ne. Rečemo temu, da pač, tako da on te kranjske klobase pač vsej, bom rekel, tako kot jo nam prikazuje ta reklama, jo pač ni mogel poimenovati, ne. Do neke mere mogoče ta reklama drži, ne, ker moramo vedeti, da cesarski dvori so vedno določili okus pač tudi nižjim slojem in tako naprej, ne. Ampak, kot sem že rekel, ne, pri nacionalizmu ne štejejo toliko, bom rekel, dejstva ali pa sploh ne štejejo največkrat dejstva, ampak gre za neka čustva, ne. Gre za to, kaj dejansko pač mi čutimo, ne, kaj nam neke stvari pomenijo, ne. In hitro v bistvu za nacionalizem je, bom rekel, je zelo pomembno tudi pozabljanje, ne.
Ne? Zelo pomembno je dostikrat tudi spominjanje, ampak še bolj pomembno je po mojem tudi pozabljanje. Ne? Zdaj, glede kranjske klobase, recimo znano je, da sedaj Avstrija tudi nekako zahteva, kako bi rekli, lastništvo, ali kako bi rekli, da ne dovoli, da bi se zavarovala. Mislim, a se je potem zavarovala, se sem pozabil. Je. No, je bil velik problem, ne? Zaščitenosti. Je pa, kot praviš, na začetku na začetku te zgodovine, o kateri govorimo, bila kranjska klobasa, torej v prostoru na Kranjskem, tako pa tudi na Štajerskem, je bila to predmet spora, recimo, ne predmet spora, je bila predmet boja. Je bila predmet boja, torej na eni strani so bili Slovenci s kranjsko klobaso, na drugi strani pa Nemci so imeli tudi eno sovražno klobaso, ki je bila frankfurtska. Kaj je ta bitka klobaski, mislim, ki je tudi Frankfurt, ima tudi eno drugo vlogo. Če lahko mi dovoliš, mogoče bi jih malo razširil to zgodbo. Ne? In sicer v bistvu ta zgodba, moram prej zgodbo povedati, no? Da jo potem lahko razširim. Ne? In sicer gre za to, ne, da pač Slovenci so, kot priča številno časopisje, ne, bojkotirali kranjske klobase nemških proizvajalcev, ne, ali pa nemškutarjev, če hočete, ne, ali pa bodisi tle na Goriškem tudi italijanskih proizvajalcev, ne, tega imamo v časopisu res ogromno, ne. Po drugi strani so pa Nemci, nemško časopisje ali pa tudi italijansko časopisje v Trstu je pozivalo pač Italijane, Nemce, svoje sonarodnjake, da naj ne vžigajo tega, bom rekel, močno v slovenstvo namočenega izdelka. Ne. Vedeti moramo, to je bilo predvsem obdobje recimo tam 80-90 let 19. stoletja, ne, ko pač se je pripadnost svojemu narodu se ni kazala samo v besedah, samo v ideologiji, ne, ampak se je kazala tudi na področju potrošnje. Ne. Imamo številne oglase, recimo tudi dam primer v časopisu Soča, ne, kjer pozivajo recimo oglasi dobesedno reklame, ne, naslov reklame je svoj k svojim, ne, in to pač recimo slovenski trgovci, ne, v Gorici, ne, pozivajo pač, da naj Slovenci kupujejo pri slovenskih trgovcih, pri slovenskih mesarjih in tako naprej. Ne. No in kranjska klobasa je seveda tudi del te zgodbe. Ne. Imamo številne bojkote nemških, bom rekel, kot sem že prej omenil, nemškega časopisja oziroma pozivajo k bojkotu kranjskih klobas. Ne. Zdaj sem se malo zgubil, oziroma zdaj moram razširiti to zgodbo. Ne. Do Frankfurta, ja. Mislim, ta zgodba z Frankfurtom zahteva, da jo tudi verjetno povem. No, zdaj bom pač razširil to zgodbo. V bistvu, kar je, bom rekel, zanimivo v tej zgodbi je, da ni kranjska klobasa, oziroma v tej zgodbi lahko preberemo to, da kranjska klobasa ni zgolj nek, rečemo temu simbol, ne, neka metafora, nek označevalec za slovenski narod, ne, ampak kot jaz trdim v knjigi, je dobesedno ustvarila slovenski narod. Ne. Pač uživanje kranjske klobase, ne, je pač bila neka narodna dolžnost. Ne. In mislim, tako kot dviganje zastave, tako kot, bom rekel, tabori in tako naprej. Ne. Tako da je dobesedno, po mojem, pač moramo razumeti. Pa tudi povezovalni element praktično med Kranjsko in Slovenci izven Kranjske, ne? Ker tudi na Štajerskem in Goriškem so se bahali s kranjsko klobaso. Ja, v bistvu se ta pridevnik, kot sem že prej malo nakazal, je do neke mere bil v nekaterih primerih problematičen, ne, recimo na Tržaškem, ne, v Edinosti, recimo, ne, v časopisu Edinost, ne, to je časopis iz Trsta, ne, ali pa bodisi v Soči, ne. Jaz dejansko vse v tem avstro-ogrskem ali pa avstrijskem obdobju nisem zasledil članka, ki bi kakorkoli problematiziral, bom rekel, ta pridevnik kranjski, ne. To se pojavi šele kasneje z razpadom, bom rekel, ko pač Kranjska ne obstaja več, ne, ko je pač samo še zgodovinska pokrajina, ne, z nastankom prve Jugoslavije, ne.
Tako da Kranjska je bila pač neke vrste, kaj ne rečem temu, slovenska klobasa, tako kot jo danes kličijo v ZDA, ne? Tako za štajerske Slovence, tako za primorske Slovence, tako za, ne vem, koroške Slovence, ne? Ta pridevnik, mislim, da v avstro-ogrskem obdobju pač ni bil problematičen, tako kot je mogoče tudi danes, ne? Ker lih zadnjič me je klicala ena prijateljica iz Pirana in mi je pač dobesedno srala s tem, ne? Mislim, kaj neki primorci tle, kranjska klobasa, ne? Smo pač dejstvo je, dejstvo je, da jo lahko lih tako naročiš v Piranu z pogledom na morje, ne? Ali pa v Mariboru z pogledom na Dravo. Pa še povsod, Okay? na vse Mislim, pa vedute. še povsod. So neki primeri, ne? So neki prostori, ker so ji bolj naklonjeni, ne? Sigurno jo lažje dobiš v Ljubljani, ko v Gorici, po mojem, ne? Sicer tudi v Ljubljani jo ne dobiš vse povsod, to je pač dejstvo, ne? Dobiš jo v planinskih kočah, dobiš jo na veselicah, ne, gasilskih, ne. Dobiš jo vedno bolj pogosto tudi v nekih fancy kuhinjah, ne, velikih šefov, ne, ampak evo. Ja, no, sej tukaj, mislim, da tukaj se obdelal, ne, slogaštvo praktično ni samo vezano na te pokrajine, ki smo tle v Clevelandu, je svoj k svojem in prehranjevanje s kranjsko klobaso tako zapovedano kot tu. Hkrati pa v bistvu kranjska klobasa tudi v tem času nekako zbeži iz rok, ne, nekako v Avstraliji, Ameriki si jo začenjajo nekako že tudi drugi narodi prisvajati. Ja, pa saj to je zgodba, bom rekel, vseh, mislim, številnih prehrambenih izdelkov, jedi, artiklov, ne. V končni fazi tudi burek je pač zmeraj bolj slovenska ali pa praktično, da že nepogrešljiva slovenska jed, vsaj na pač, ajde, ljubljanskih ulicah, ne, da ne bomo spet. Tudi tle, ja, tudi tle. Tako da to se dogaja z številnimi jedmi, ne, in tudi s kranjsko se je do neke mere, ne, recimo, če skočimo preko Velike Luže v ZDA, tam si je po drugi svetovni vojni sicer nadela dosti hitro ime Slovenian sausage, ne, se pravi slovenska klobasa, ni več kranjska, ne, postala je nekaj, vsaj v Clevelandu recimo, kjer sem bil, je postala neke vrste pač zelo prepoznavna klobasa, dobiš jo tudi v poljskih, italijanskih mesnicah in tako naprej, sploh ne nujno pač v nekih, rečemo temu, slovenskih mesnicah, ne. Ne vem, tako kot mortadelo dobiš vse povsod v Lidlu in v Hoferju, ne. Zdaj v Avstraliji recimo je mogoče malo bolj zanimiva zgodba, ker tam se prodaja kot kranjski, ne, in sicer so to etnično lastništvo nad kranjsko klobaso prevzeli v večji meri Poljaki, ne. Glih zadnjič sem dobil eno sliko, mi je poslal en avstralski Slovenc, leta 91, pač, ko se je Slovenija osamosvajala in so držali transparent, ne eden, ampak več, ne, na kateri je pisalo Kranjski is not Polish, Kranjski iz Slovenije, ne. To je bil Torej še obstajajo te borbe. To je bil najbolj pogost, najbolj viden transparent, ne, tam pač ne vem, kje je bilo to, v Melbourneu ali v Sydneyju, zdaj nimam pojma, ne. V glavnem, znan je tudi primer neke Slovenke, ne, ki se je goreče borila za to, bom rekel, priznanje kranjske klobase, ne. Tako da, ampak to se dogaja praktično tudi z, ne vem, kot sem prej rekel, z burekom ali pa z krofi v končni fazi, z, ne vem, danes so v Kanadi, praktično v 20 letih so postali stvar, ki je veljala za nekaj tipično ameriškega, je danes, bom rekel, najbolj kanadska stvar je ta krof, ne. Ampak še 20 let nazaj, pa rečemo 25 let nazaj v Kanadi, pač je bil krof razumljen kot nekaj uvoženega iz Amerike, kar nima veze z kanadsko kulturo, identiteto, bla, 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 ne. In to se lahko zelo hitro zgodi, no. Tako da tle, pač kot sem že prej rekel, ne, ena od značilnosti nacionalizma je, da zna to zelo hitro pozabljati, ne. No, sej,
še vedno govorimo, nekako ostajamo na tej točki formacije narodov. Kot vemo, narodi se formirajo skozi nek meščanski sloj in nekako tudi kranjska klobasa, seveda z neko tradicijo, gotovo tudi ruralno, ampak nekako jo zadržijo, jo branijo meščani, je del neke tudi meščanske, tudi višjih slojev slovenske identitete in to ostaja, kot poveš, skozi celo Avstro-Ogrsko, tudi zabraniti neke svoje interese oziroma svojo identiteto v prvi Jugoslaviji, v drugi Jugoslaviji, torej po socializmu, pa nekako ta občutek, da je to del neke, recimo, meščanske, srednje ali pa višje kulture, pade in nekako dobi ta renome kranjska klobasa, da je to nekako, ko bi rekli, hrana ruralnega, manj izobraženega prebivalstva, bolj, kako bi rekli, bolj, ni prav čistlih, no. Ja, pač tako zelo, bom rekel, posplošeno in hitro, na prvo žogo, ne, pač časi socializma so bistveno manj naklonjeni, ne, kot pač predhodni in potem časi samostojne Slovenije, ne. Zdaj, zakaj se to zgodi, ne, tako na prvo žogo, ne, bi lahko iskali predvsem nek, kaj naj rečem temu, ideološki razlog, ne. Pač kranjska klobasa je spominjala na pretekle dobe, na tradicije, pač, ki jih je treba v času socializma, ko je pogled usmerjen v prihodnost, v napredek, pozabiti, ne. Ampak mislim, da glavni razlog je vseeno drugje, ne, da pač enostavno socialistični potrošnik sicer ni bil lačen, ne, ampak je bil željan predvsem novosti in novatarij, ne, kar kranjska klobasa po mojem definitivno ni bila, ne. Tako da ta glavni razlog je bil neko čisto banalno kulinaričen, ne. Zdaj k temu bi dodal še to, da tudi, bom rekel, v času socializma je, kot verjetno sami nekateri še dobro veste, je kvaliteta oziroma kvantiteta premagovala kvantiteto, ne. Tako da se je v bistvu ta čreva kranjskih klobas se je stiskalo marsikaj, ne. Tako da tudi dejansko sama kvaliteta kranjske klobase pač je padla oziroma pač celo, kot jaz pišem v knjigi, poznamo kar nekaj vseh teh časopisnih primerov zastrupljanja s kranjsko klobaso, ne, kar prejšnje obdobje skorajda ni poznalo, ne. Tako da, ja, časi socializma definitivno niso bili tako naklonjeni kot predhodni časi, ne. Torej, nekako v času socializma, tudi kot opisuješ, v bistvu kranjska klobasa najprej pade, ko bi rekli, na nek raven hitre prehrane, nato v bistvu v tej bitki hitre prehrane zgubi z novostmi, ki prihajajo od drugih ponudnikov hitre prehrane, torej konkretno iz drugih receptov, ki so lahko uporabljeni kot hitra prehrana, torej v tem primeru, v našem primeru burek, ne. Ja, pač potem ne čisto, bom rekel, tej... Torej zgubi, ko bi rekli, na visoki ravni gastronomski, ampak je poraženec tudi fast food prehranjevanja. Zgodi se je po mojem tudi to, ne čisto, bom rekel, neki taki kulinarično, kaj naj rečem temu, strukturni ravni, ker vseeno kranjska klobasa v predhodnem pač obdobju prve Jugoslavije, ne, je bila pač stvar, ker se je dobil večinoma v nekih gostilnah, ne, ali pa bodisi se je pač delala doma, ne. Zdaj v času socializma, okej, še vedno se je dobil v gostilnah, ne, ampak ponavadi kot neko, kaj naj rečem, jed, ki ni glih bila zelo visoko na tej statusni kulinarični lestvici, ne. Poleg tega dobi tudi neke nove vloge, ker niso glih najbolj čislane, ne, postane nek fast food, ne, vse v Ljubljani in recimo si jo dobil v kioskih, kjer so jo streli a la hot dog, ne, pač v tej žemljici, ne, štručki, ne, z enfom, ne, in ajvarjem, ne. Potem doživi še dodatno brco s tem, ne, da jo pač burek zbrca z ulic tam v 70-ih, 80-ih letih, ker vseeno burek je bolj primeren za, bom rekel, ono mestno uživanje, urbano uživanje, ne.
mislim, bolj primeren. Ja, čisto, rekel, fizično je bolj primeren, pa tudi ponuja vsaj neko možnost variacije, ne, vsaj takrat smo ga dobili sirnega, mesnega, jabolčnega, ne, Kranjska klobasa je v končni fazi samo meso, ne, tle se lahko zmišljuje samo pač zenfu, majonezi in ajvarju, ne. Tako da dejavnikov je po mojem več, no, ne, definitivno, ne. Pač prestane tudi na nekih, bom rekel, ne najbolj čislenih kontekstih, kot so neke krvodajalske akcije in tako naprej, ne, in to vlogo še danes do neke mere, ne, obdrži, ne, se pravi nekaj, kar ti dejansko morajo dati, ne, pač, pa mislim, saj ti dajo klobaso, ne. Ampak, bom rekel, kvaliteta takrat ni zelo pomembna, ne, važno, da pri sebi, ne, polnemu odvzemu krvi, ne. No, tako nekako ostane tudi dolga leta kasneje, verjetno tudi, mislim, na začetku v novi državi obdrži ta element nekako, da to spada nekako nekim preživetim oblikam nacionalnega zavedanja, blizu Avbe, nekam k slabši narodno-zabavni glasbi. Dokler v tem doživljanju dna ni naenkrat spet zaživela kot Feniks, se je vrnila v še lepši obliki in dejansko še višji obliki. Dobila je svojo institucijo, dobila je veliko črko na začetku, torej začetnico, dobila je zaščito kasneje, dobila je natančne načine, kako se pripravlja, kje se pripravlja, kdo jo sme pripravljati. In kar nekaj knjig. Ja, in kar nekaj knjig, ne. Ja, pač doživela je, kaj ne rečem, ponovno rojstvo, ne. Zdaj, zakaj je do tega prišlo, ne, če me sprašuješ, ne, pač razlogov je spet več, ne. Zdaj tako zelo v grobem jaz vidim predvsem dva, ne. Mislim, globalno gledano je pač eden ta, da slovenska država je pač v nekem trenutku rabila neke elemente, ne, ki jih prav dosti ni imela na razpolago, bodisi za neke promocijske, kulinarične, marketinške namene in tako naprej, ne, in Kranjska klobasa pač tle je definitivno bila med prvimi na razpolago, ne. Tako da jo najdemo danes, če še dodam k temu seznamu na poštnih znamkah, na vrhu te kulinarične piramide Slovenije, to je dokument, ki govori o pač najbolj prepoznavnih jedeh Slovenije in tako naprej, ki se mora uporabljati tudi v turistični, marketinški promociji Slovenije, ne. Dobi se na, ne vem, vidimo jo na jadrnici, pač celo regata je poimenovana, mislim, lej, zdaj lahko bi v nedogled naštevali, ne. Če bi tu dodal, ne, in na elemente, ki jih mogoče tudi ti dostikrat aludiraš na njih, ne, torej Kranjska klobasa, svojo značilno obliko, ne, po drugi strani zelje, afrodizijak, torej kot da bi slovenska država, ko hoče pokazati svojo potentnost, da je enako potentna kot drugi narodi, da lahko počenja stvari kot druge narode, morajo vključiti Kranjsko klobaso. Torej, če Slovenci gremo v vesolje, gre Kranjska klobasa z nami v vesolje. Če Slovenci ste v Oporniče, mora Kranjska klobasa nastopati v Oporniče. Ja, mislim, potem, če se vrnem lih malo nazaj, ne, zdaj, zakaj pride do, bom rekel, tega, ponovnega rojstva Kranjske klobase, do te velike zgodbe, ki ga v zadnjih 15 letih doživlja Kranjska klobasa, ne. V osnovi po mojem sta predvsem dva razloga, ne. Pač eden je, čisto, kaj naj rečem, gospodarsko interesni, ne, ki je povezan s to zaščito Kranjske klobase in ki je tudi širše gledano povezan z zaščito jedi širše gledano v Evropski skupnosti, ne, v katero pač je padla Kranjska klobasa in z vsemi temi zgodbami, o kateri si že prej ti malo govoril, ne, pač to bitko prvo z Avstrijo in Nemčijo, ne, in potem bitko z Hrvaško, ki je trajala do leta 2015 z zaščito Kranjske klobase. Drugi je pa pač relativno velik angažma
Janeza Bogataja, ne, najbolj prepoznavnega etnologa, ne, ki je pač kranjsko klobaso povzdignil, bom rekel, ki jo je zelo hitro prepoznal kot neko, bom rekel, stvar, ki lahko zastopa kulinarično vsegledno slovenski narod, ne, tako da imamo z Bogatajevo pomočjo, ne vem, že od leta 2006 festival, 3-dnevni festival kranjske klobase, ne. Imamo pač v njej v čast napisano knjigo takoj, ne. Dobimo jo, ne vem, na poštnih znamkah, dobimo jo v strategiji kulinaričnega razvoja Slovenije, v številnih nekih dokumentih, na turističnih prospektih in tako naprej, ne. Zdaj, kaj se v bistvu iz tega zgodi, je, da se začne, bom rekel, vsa ta maščoba, ne, vsa ta žmoht kranjske klobase se začne samo kopičiti, ne, in pač ko doživi neko točko, je tega vedno in vedno več, ne. Zgodi se je to, da pač, ko jo recimo, ne vem, ko jo ta astronavtka z slovenskimi koreninami Sunita Williams nese v vesolje, ne, ko jo da v svojo kozmo prtljago, ne, se o tem na dolgo in široko razpisajo slovenski mediji, ampak to se je pač v tem primeru ne bi zgodilo, če že ne bi imela nekega, bom rekel, nekega mesta v slovenski družbi in kulturi, ne, če že ne bi bila, bom rekel, tako masna stvar, ne, simbolno gledano, ne, kot je bila prej, ne. Če bi se ji to zgodilo leta 95 ali pa leta 85, ne, recimo ta zgodba z Sunito Williams, ne, ko so se praktično vsi veliki in mali slovenski mediji so jo postavili v naslov, ne, tudi Delo, Dnevnik in tako naprej, Slovenka in kranjske klobase v vesolju, Slovenka je ponesla kranjske klobase v vesolje, ne. Pač jaz mislim, da se ji to definitivno ne bi zgodilo, ne. Tako da, ja. No, če se dotaknemo tu, ne, omenili smo že fast food, bitko, nekako zmaga burek, kranjska klobasa skorajda, ne, sicer zdaj je postala, kot si omenil, na vrhu gastronomske lestvice, ampak po sami porabi bi lahko rekli, da danes je Slovenc, predvsem živeč v mestu, bolj konzument bureka kot kranjske klobase. Torej, če vežemo to materialnost, identiteto, kakšen Slovenec je Slovenec, ki je burek? Oziroma, kaj je burek naredil za zgodovino Slovencev in za njihovo oziroma našo samopredstavljanje? Kaj je naredil? Mislim, če jemljemo, da materialno in identitetno mnogokrat se mislim, upada. zdaj ta burek je tako pomensko gledano, simbolno gledano, na nek način stoji kranjski klobasi nasproti. Če kranjska klobasa zastopa slovenski narod, burek tako zelo na prvo žogo, ne, zelo na prvo žogo pač in na nek način pač slovenskemu narodu stoji nasproti, ne. Zdaj, pač zgodbe nikoli niso tako enostavne, tudi pri bureku je pač tako, da je danes, kaj naj rečem, najbolj popularen slovenski food, ne, tudi ta nov hibrid, ne, kranjski burek, ne vem, če ste ga že probali v Gorici, ga niste. To je pljuno žito na trg leta 2015, ne. Kranjski burek, in sicer dobite v testu za burek koščke kranjske klobase, zelje in skuto, ne. In vanj je še zapičena slovenska zastavica in oglašuje se, ne, kot... To je okupacija bureka, bi lahko rekli. Okupacija, ja, bom rekel, ta kolonializacija bureka se praktično dogaja že od samega začetka, ne. Imamo pač, ne vem, že v 90-ih letih dobimo pica burek, ne. Samo pica burek, ne, kolikor sem jaz opazoval, to je neke vrste slovenski endemit, ki se je razširil tam do Reke. Ja, to so pač, to naj bi se spomnil en albanski burekopek iz Ljubljane, ker kolikor vem, je hotel tudi zaščititi to jed, ne, in potem je postal, recimo, par dni nazaj sem gledal, Ljubljana je izdala neko brošuro, ne, teh poulične jedi in ta pica burek zdaj oglašujejo že kot to ljubljansko veliko posebnost poulično, ne, s tem, da ga dobimo isto recimo zdaj na Hrvaškem in v Srbiji, tako da, ampak mislim, da dejansko se je razširil iz Slovenije, ne.
dobimo recimo danes burek gibanico, potem na ta kranjski burek, ki je, mislim, da pekarna Pečak odgovorila za burek gibanico, dobimo poliburek, ne, tako da bom rekel, že na tej materialni, rečemo temu, podlagi je ta kolonializacija bureka, mislim, njene domišljije so meje človeške domišljije, da rečem tako, ne. Če gledamo simbolno, ne, je pa tega tako, bom rekel, pač v knjigi je zbran smo zelo majhen del, ne, bom rekel, tega, kaj ne rečem, tega materijala, no. Ampak je ta pica burek mogoče simbol neke nove Slovenije, ki zna asimilirati tuje elemente, torej ne rabi se držati samo kranjske klobase, ampak to kot, ko bi rekli, Slovenija kot nacija, ki postane več kot plemena in zmore asimilirati znotraj sebe. Vškej mislim, da, sem prepričan, no, na nek način, da večina ljudi, ker uživa, žre, ne, konzumira, kakorkoli pač že, ne, bodi si kranjsko klobaso ali pa burek, ne, pač uživa kalorije, ne, ali pa uživa ob hrani, ne uživa pa neke ideologije, nekih simbolov in tako naprej. Ne vedno, ne, in ne v vseh situacijah, ne. Zdaj, ko dobimo gosta iz tujine, ne, in ko ga pač peljemo nekaj tipično slovenskega, ne, bo verjetno to bodi si kranjska klobasa ali pa burek, ne, ali pa jota, ne vem, ajde, tle v Gorici, ampak vsaj, ko jaz grem na kranjsko klobaso, ne, ali pa ko uživam kranjsko klobaso in moram reči, da jo pogosto uživam, ne, isto kot burek, ne, enostavno pač, ne razmišljam. Zdaj razmišljam, ker sem poklicno deformiran, ne, ampak mislim, da večina ljudi, ne, tudi, ok, rekel bom drugač, ne, tudi kakšen veliki nacionalist sigurno gre sem in tja na burek in tega niti ne skriva več, ne. Sicer, ne vem, imamo celo skinhead vodnik po Ljubljani, ne, kjer so pač označene burekdžinice oziroma ti burek kioski, ne, ki se jim je treba izogibati, ne, ampak vse mislim, da to ni neka, mislim, da to za večino ljudi ni pač neka velika tema, ne, kot sem že prej rekel, so neke priložnosti, ko pač hočemo pokazati, da smo člani plemena nekega naroda, ne, ampak vsakodnevno žremo, uživamo, konzumiramo pač stvari iz nekih drugih preferenc, ne iz nekih, bom rekel, identitetno-nacionalističnih. No, zdaj te bom prav za konec vprašal, ker smo začeli s tem, kako hrana je delala Slovence, zdaj bi pa mogoče obrnil, danes dostikrat imamo ta logo pridelano v Sloveniji, ne? Kjer nam ta koncept, da je nekaj pridelano v Sloveniji, pomeni kar, da je bolj zdravo, bolj okusno, bolj tako. Ali zdaj v bistvu država v nekem smislu narod vrača udarec za prodajo hrane? Torej, če je prej bila hrana zato, da je ustvarjala narod, a ni zdaj skoraj, da je narod, ki omogoča lažjo prodajo neke hrane? Ja, se isto kot smo imela prej primer, recimo svoji k svojim, ne, se tudi le so pač nekateri, vsi verjetno, nekateri je tudi res verjel, da pač le tako, tudi materialno v končni fazi smo, da Slovenci kupujo pri Slovencih, ne, oziroma da pač, da preživi, bom rekel, neka slovenska trgovina, ekonomija in tako naprej, ne, samo tako, da lahko preživi tudi nek narod, ne, mislim, da do neke mere to drži tudi danes, ne, smo pač to nekateri, ali pa bom rekel, industrija, trgovina to vedno izkorišča, ne izkorišča samo slovenska trgovina, ne, tudi Spar si je sposodil ta logo, kaj že, Slovenija, moja dežela, ne, tako da pač to ni nič, pa da ne govorimo o tušu. Ja, dobro vas. To ni nič, bom rekel, nenavadnega in nič novega, ne. Ja. To, ne. Dobro, ker postajamo lačni po tolikem klobasanju. Katera burek, klobasa, kaj nam manjka? Kaj bo naslednja knjiga? Ja, to me vsi sprašujejo, ne. In sicer plan je, da bo slivovka, iskreno rečeno, zdaj sem v nekih
dolgočasnih, suhoparnih evropskih projektih, tako da ona slivovka je daleč Dragi, si slišal? letnosti strane. Čez par let slivovko bo zrihtati. Torej, ok, zdaj pa konec. Kam kranjska klobasa, kaj se da zraven? Hren ali gorčico? A to je zame To je zato vprašanje. Ja, lej, to je kot je vprašal, imaš rajš Rolling Stones ali Beatle, ne? Ne vem. Jaz v bistvu rajš imam hreno. Evo, jaz dobro. sem rajš en, Pravilen odgovor. lahko daš pa tudi ajvar ali pa majonezo, ne? Tako da jem jo za vsem, ne? Tako kot poslušam Stonese in Beatle, evo, ne. Super, hvala lepa, hvala Jernej. Hvala vam. Če imate kakšno vprašanje, recept. Recept za kranjsko klobaso? Če je not v knjigi. Ni. Branko ima eno vprašanje, evo. Klobaso so na Primorskem častili, ko so prezemili v Šterijah dovoljo pigole kot organike, verjeta portami še kar naprej, per carità. Bigole con le organiche. Ja, bigole con le organiche. E che sono bigole? In pa la pasta, ne questa parte vegetarijanska pasta. Tako mičke, Mogoče, ja, bi se ob tej priliki, ker je lih Branko tu, ne, Branko je celo v neki, bom rekel, predzadnji fazi prebral ta rokopis, ne, za kar sem mu izredno hvaležen, ne, ker pač je človek, ker vidi številne, bom rekel, male, pa tudi velike napake, ne, tako da, bom rekel, tak bralec je zelo, kaj ne rečem, hvaležen in koristen bralec, no, milo rečeno, ne. Kaj? odgovora še vedno nisi dal. Ne. Tukaj so tudi priče, ne? Gostilniške. To so famozna gostilna Šešelj so tamo, ne? Tukaj je. Žogica. Evo, imam jaz eno vprašanje. V Žogici dobiš kranjsko klobaso? Dobiš pa sokenski rebus. Mikronacionalizem. Zelo malo, ja. Ne, sigurno je bila. Mislim, klobase so bile recimo v, kaj ne rečem, ne bom rekel od vekomaj, ne. Klobase so bile recimo na teh srednjeveških upodobitvah, vsakodnevnosti, ker jih je pač malo, ne. Vidimo kranjske klobase iz rimskega časa, imamo tone nekih klobas, v rimskem času je imela tudi recimo klobasa zelo drugačen status, ko ga ima v tem novejšem dobu, ko je del neke predvsem nižje kuhinje, ko je povezana, bom rekel, z neko rajo, ne, z nekimi nižjimi sloji, ne, kar jim višji sloji tudi doskrat zavidajo, to sproščenost, ne, in bom rekel, to kaj ne rečem, brezbrižnost tudi včasih, ne. V rimskih časih recimo imamo klobase, imamo tudi mesne klobase, ampak imamo milijone nekih klobas, v katere se je stiskalo, ne vem kaj, morske sadeže, gobe, tartufe in tako naprej, ne. Tam je bila izdelava klobas res prava umetnost, ne. Kjere? Rimske? Ne vem, nisem živel v rimskih cajtih. Ne, vse imaš, vse, ne, vse. Ne, se pravim. Danes je sveža, danes je lih kar kuhana, evo. Super. Izvolite, evo. Daj mleko škranjsko klobasanje na stojnici Beletrine, na stojnici Burek je na stojnici od Studia Humanitatis in Svete slovenske reči so na stojnici ZRC-ja. Hvala Jernej, hvala vam. Dajmo klobasati tako in zdaj iz klobas tudi se premaknemo do rib. Fish on Mars bojo nastopili čez kot premo. 2 sekunde. Kot premo, to je zdaj. Hvala lepa. Hvala vam še enkrat, ne. Hvala. Gremo na Ja, klobase. dajmo